naslov, bravo. Sej, čisto pravic povedam, sploh ne vem, kaj naj povem. Glede na to, da se je to zgodilo že drugič v 3 letih, je res nekaj posebnega. Leto smo malo spremenili turo, pa zavilo Podmežaklo, ki je tudi na nek način moj dom. Sem le 15 let tukaj igral, oziroma 10, kar se jaz spomnim. Sicer v malo drugačni podobi, ampak vse. Drugač pa, rad bi sem vsem zelo lepo zahvalil, najprej za sprejem pred enim parem tedni na Brniku, pa za tole tukaj zdaj. To bo zavečno ostalo z mano, pa upam, da bomo še kdaj lahko malo predstavili kakšno nagrado. To sem že pogovoril, ampak glede na to, da sem jaz trenutno še 26 let star, pa mislim, da še več pa s polovico karijere pred sabo, jaz mislim, da je to še veliko prezgodaj. Tukaj je bilo in parih, oziroma veliko igralcev, ki si zaslužijo glih to dvorano, poimenovano po njih, tako da jaz to trenutno tudi slučajno moram prevzeti. Pa ne me narobe razumeti, to je veliko čast, da se je gospod župan sploh pomislil na to oziroma prišel s tako idejo. To je meni zelo veliko čast, ampak trenutno jaz tega še ne morem sprejeti, ker pred mano je še kar nekaj hokerske karijere. Ker se pa enkrat karijere zaključi, pa mislim, da se lahko začnemo pogovarjati o takih stvareh. Mislim, da to je en tak trenutek, pa ne samo ta, ampak tudi na ledu po zadnji tekmi, ko prejmeš pokal, se mi doskrat zavrti film nazaj in se spomniš vseh začetkov, pa vseh trenutkov sem jih preživel v tej dvorani, pa v dvorani v Sodertelju, pa pol tudi v bistvu na poti v LA, tako da siguren je pa nekaj posebenega, ker Jesenice so bile zmeraj znane po hokeju in siguren, da je to nekaj posebenega zame, zato sem se pa tudi odločil, da prinesem pokal nazaj, pa ga predstavim tej super publiki. Ja, razlika je v tem, da nekako vem, kaj pričakovati. Mislim, da je bilo tudi za Luka, ki je vse skupaj organiziral tole, je bilo malo lažji. Nekako je vedel, kako stvari potekajo, kakšne so pravila in tako dalje. Tako da v tej smislu je bilo malo lažji, kar se pa tiče samega leta, je bil pa veliko težji vse osvojiti. Tako da so super občutki, ne glede na to, se ga malo lažje osvoji ali malo težje, je bilo malo več podaljško, tako da ne moreš opisati takih emocij pa takih občutkov. Danes zjutraj smo pač jedli tradicionalen zajtrk, verjetno to ste že videli na medmrežju, tako da to ni več skrivnost. Pa smo se pa odpravili na letališče Lesce, ko smo se dobili z enim pilotom in me je s helikopterjem odpeljal na Golico, ker Golica je le en tak simbol, mislim, da ne samo v hokeju, ampak po svetu kot pomad in normalno Avseniki in mislim, da je bilo to en tak poseben občutek iti na Golico. Sicer smo mogli pristati pri koči, ker je bilo preveč megleno, ampak smo se zelo fajn imeli. Po tistem pa smo šli na Pletno, pa na otok, pa malo bolj po jezeru, smo se fajn imeli, zdaj smo pa tukaj. Številka 11 v LA-ju, oziroma ta prvo sezono, ta prvo kamp, sem tja prišel. Tako da verjetno je to najboljši
najboljša oseba za ta vprašanje ni Lombardi, ker mi je določil, ampak jaz jo imam zelo rad, normalno mi zelo porasla k srcu in bo normalno še naprej moja številka. Nekako bomo prakticirali iste treninge, kakor smo jih do zdaj že nekaj let, ki so se izkazali za zelo dobre. Najbolj važen je tudi zame pa za Gašpra konec koncev, da veva, da so dobro pripravljena, ko se vrnemo nazaj v Ameriko. Kar se pa tiče samega leda, pa normalno smo hodili na led prvi teden v avgustu, zdaj mogoče po kakšen dan ali pa dva kasneje, ampak prav preveč pa tudi ne. To je pa težko reči. Prvo nisem imel toliko problemov, ker sem nekako, je prvič pa ne veš, a bo še kdaj se to zgodilo, tako da je nekako dosta organizirati vse skupaj. Zdaj pa ta drugemu sem pa že naredil vse stvari, kar sem jih hotel 2 let nazaj, tako da je bilo še 24 ur težko skupaj sestaviti, tako da če bi bilo pa še kaj dolj časa, bilo pa verjetno še težje. Evo, Jači Šatova. Bravo, bravo, bravo. Prvi skoro.